Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Gibanje Svoboda mogoče ima listo za evropske volitve, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Namesto avta, bicikl na štrom. Robistar Solar, ki, kot vemo, sam sebi prodaja elektriko, ki jo plačujemo mi, nam sedaj ponuja subvencijo, če avtomobil zamenjamo za električno kolo. Mi predlagamo še korak dlje. Subvencijo za nakup konja namesto avtomobila. Jaha nas Robistar že tako ali tako. Sedaj pa se lotimo 110. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali priznanje Palestine. Bi morala Slovenija priznati Palestino? Španski premier pravi, da je priznanje Palestine v interesu Evrope. Ali je tudi v interesu Slovenije, bomo vprašali našega stalnega komentatorja in hišnega zunanjepolitičnega analitika, magistra Bernarda Brščiča. Bernard, toplo pozdravljen v Faktorju. Dober večer. Bernard, zdaj, če greva na stanje na terenu ta hip, par dni nazaj je izraelska vojska objavila, da se umika iz južnega dela območja Gaze, iz mesta Khan Yunis. Približno pol leta je, odkar so se začeli spopadi, oziroma odkar so Izraelci začeli to vojaško operacijo kot povračilo na teroristični napad Hamasa na Izrael. Kako ti ocenjuješ teh pol leta? So pač Izraelci dosegli tisto, kar so si želeli, gremo zdaj proti neki trajnejši rešitvi, ali v bistvu se bo ta nek status quo še nadaljeval po tvojem? Jaz z obžalovanjem ugotavljam, da Izraelci niso dosegli svojih ciljev, da niso zavarovali južnega dela Izraela, da niso onesposobili te nagnusne teroristične skupine, kar je Hamas. Dejansko, če pogledaš, je teh 6 mesecev praktično razen razrušenja te enklave oziroma eksklave Gaze, Izraelci nimajo za pokazati omembe vrednih rezultatov. Govorijo sicer o 10.000 mrtvih Hamasovih militantnežih oziroma teroristih, ampak glede na stanje na terenu je očitno, da še vedno Hamas raketira južni del Izraela, da kibuci na jugu niso varni, izraelski begunci se niso vrnili na svoje domove, tako da zaenkrat nič ne kaže, da bo Izrael dosegel svoje cilje. Ja, zgleda tudi, Bernard, da pač izraelsko vodstvo ni enotno v tem, kaj zdaj storiti. Vemo, obrambni minister se je zelo ostro odzval na pač novico Netanjahuja, da se umikajo iz južnega dela Gaze, pravi, da bi Netanjahu s tem izgubil možnost, da bi še vodil izraelsko vlado. Nismo navajeni, Bernard, da pač v državah, ki so v vojni, taka, bi rekel, navzven ali pa javno vidna neenotnost v najvišjem vodstvu. Ja, zavedati se moraš, da velja Netanjahu, veteran izraelske politike, pravzaprav za zmernega politika v tej vladi, da imaš notri Ben-Gvirja, ministra za nacionalno varnost, pa Bezalela Smotriča, ministra za finance, ki sta resnično desna politika, medtem ko Netanjahu je pravzaprav svojevrsten golob znotraj te vlade in me ne čudi, da tako Ben-Gvir kot Smotrič grozita z razpadom koalicijske vlade, če se ta protiteroristična akcija IDF-a oziroma izraelske vojske ne nadaljuje in ne konča z popolno zmago izraelskih oboroženih sil. Kdo misliš, Bernard, da je pritisnil, če je kdo pritisnil na Izraelce, da so začeli govoriti o umiku, ker, tako kot si sam rekel, sej
težko prodajo niti svoje javnosti, to sploh ne morejo niti kakšni drugi, da je pač to, kar imajo zdaj uspeh oziroma tisto, kar so želeli na začetku. Ja, problem je, da temeljnega cilja osvoboditve talcev niso dosegli. Se pravi, še vedno Hamas zadržuje več kot 100 izraelskih talcev, ravno tako niso uničili infrastrukture, se pravi, teh dveh temeljnih ciljev niso dosegli, hkrati pa narašča pritisk strani njihovega največjega zaveznika, Združenih držav Amerike. Včeraj je Joe Biden, predsednik, zelo ostro kritiziral Netanjahuja in izraelsko vlado in zahteval brezpogojno razglasitev premirja. Se pravi, prvič so ZDA zahtevale brezpogojno premirje, se pravi ustavitev vojaških akcij plus dobavo goriva in vode, življenjskih potrebščin v Gazo in absolutno postavili pogoj, da IDF ne začne oblegati zadnje postojanke Hamasa na jugu Gaze, Rafe. Zdaj, Bernard, če smo malo cinični, glede na retoriko Joea Bidena, a se Izraelu obeta mogoče kakšna barvna revolucija, ker vemo, kako se to začne. Kako smo prišli v situacijo, da najzvestejši, najmočnejši, tradicionalnejši zaveznik ZDA, Izrael na Bližnjem vzhodu, pač zdaj nekako je pod pritiskom ZDA, da spremeni svojo politiko? Ja, Joe Biden je v volilnem letu. Njegove zunanje politika je katastrofa od katastrofe, odpira si žarišča po celem svetu, od Ukrajine, potem Rdečega morja, Hutiji, spor s Kitajsko, skratka, nič mu ne gre od rok in zadnja stvar, ki si jo želi, je, da bi prerasel ta konflikt med Hamasom in Izraelom v širšo bližnjevzhodno vojno, se pravi, preprečiti želi širitev konflikta na sever Izraela, na mejo z Libanonom, se pravi s Hezbolahom in pa zlasti preprečiti intervencijo Izraela oziroma posledične ukrepe Islamske republike Iran. Tisto, kar je mene presenetilo, je prejšnji teden, ko je Izrael raketiral veleposlaništvo Islamske republike Iran v Damasku, eklatantna kršitev Dunajske konvencije, dejansko napadu iransko ozemlje v Siriji, s ciljem seveda, da bi Iran odgovoril. Verjetno bo moral odgovoriti, vendar se zaenkrat zadržuje. Kaj je cilj Netanjahuja in njegove vlade, je vplesti Iran v to vojno in potem pričakovati seveda, da bojo ZDA posredovale v tej vojni. Ampak mogoče, Bernard, se je to Netanjahuju vrnilo kot bumerang, mogoče ravno zaradi tega napada, ki si ga zdaj omenil na konzulat oziroma veleposlaništvo Irana v Damasku, zdaj ZDA pritiskajo na Netanjahuja, naj razglasi premirje in naj se umiri, po domače povedano. Ja, s tem, da je pa potrebno vedeti, da ravno mnenje v Izraelu, res je sicer, da družine talcev pričakujejo neke vrste sporazum in vrnitev talcev, ampak dejansko je ta teroristični napad 7. oktobra, ker mimogrede treba je povedati, da izvor vsega tega je v 7. oktobru 2023, nezaslišan, gnusen, barbarski napad teh palestinskih teroristov in da je seveda vse, kar Izrael počne, pravzaprav obramba
izraelske države in žali Bog je v svojih obrambnih prizadevanjih neuspešen. Zdaj, zasledil sem podatek, Bernard, da so Izraelci začasno izpraznili 28, mislim, da svojih veleposlaništev in tako naprej. Skratka, ta grožnja potencialna se celo širi, da se zmanjšuje. No, pa sej to ni nič novega. Spomni se PLO-ja, Arafata, so napadali izraelska veleposlaništva po celem svetu, tako da ta palestinski terorizem ima dolgo brado in prav nič novega. Tisto, kar je novo, je ta nemoč izraelske vojske. Dejansko kljub 6-mesečnemu neprestanemu bombardiranju z letalstvom, havbicami, raketami, droni, praktično teh muslimanskih teroristov iz Hamasa niso opazno oslabili. Ja, sej podobno kot recimo ZDA ne morejo obračunati s Hutiji, se o tem so že govorila tudi v naši oddaji. Preden si vzamemo krajši premor, Bernard, samo še to vprašanje. Zdaj, če to kaže na neko šibkost izraelskih oboroženih sil, zakaj potem recimo se Hezbolah zadržujejo v narekovajih, zakaj se Iranci zadržujejo, če bi pa človek pričakoval, da bojo potem pa zdaj oni skočili na to, če bi imeli občutek, da je Izrael šibek ta hip? Ja, treba se zavedati, da je Izrael jedrska sila. Kakršnakoli šoperjenje Irancev preko bodisi proksijo ali pa neposredno, recimo, da bi iz Irana, ker imajo seveda vojaške zmogljivosti za to, bi povračilni ukrep bil absolutno pritisk rdečega gumba v Izraelu. Izrael je jedrska sila. Ravno tako je Izrael daleč najmočnejša oborožena sila na Bližnjem vzhodu z dokazljivo zmogljivostjo, se pravi 4 izraelsko-arabske vojne z absolutno zmago Izraela. Jaz sem prepričan, da recimo tisti, ki so bili boj z Izraelom od Egipta, Sirije, Iraka, Saudove Arabije, da vedo, da z Izraelci ni dobro češen zobat. Ampak, če si ti teroristični narod, kot je to palestinski, ki je njihovo usmislitev bivanja zgolj pobijanje Židov in izvajanje terorizma, potem proti takim, bom rekel, silam zelo težko pravzaprav s konvencionalno vojsko zmagaš. Praktično bi to pomenilo, da bi moral Izrael v celoti sneti rokavice, se ne ozirati na nobene humanitarne zadržke in dobesedno zbrisati Gazo iz obličja zemlje. Ja, kar pa je, kot zdaj kaže, vsak dan če dalje dlje. Ne nam ovidi, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali bo Slovenija priznala Palestino. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator Bernard Bršič, pogovarjava pa se o tem, ali naj Slovenija prizna Palestino. Zdaj, Bernard, ob robu ali pa v okviru tega izraelsko-palestinskega konflikta oziroma te vojne v Gazi, je kot strela z jasnega, se mi zdi, saj zame prišla ideja iz Španije oziroma iz različnih krogov Evropske unije, da pa je zdaj čas, da tudi Evropska unija Palestino prizna. Zdaj, to priznanje Palestine ni od včeraj, kar nekaj desetletij že od takrat, ko pač so prve države to storile oziroma ko je ta ideja začenjala postajati meso, in tej španski ideji ali pa evropski ideji, da tako rečem, se je pridružil tudi naš predsednik vlade, ki pravi, da je to ta prava stvar, ampak da mi ne bomo sami tega naredili, v smislu, če prebereva, ne bomo hiteli. Zdaj,
to, kar vidimo, ne, vsak dan, kar se tam dogaja, nas težko prepričuje verjetno v to, da bi priznanje Palestine prvič kaj spremenilo in drugič, kaj bi dejansko priznali. Ne. Sej Palestina ni danes ali pa je danes še veliko dlje od tega, da bi lahko izpolnjevala neke pogoje, ki jih mora suverena država, kot pa je bila recimo pred 7. oktobrom, pred terorističnim napadom Hamasa na Izrael. Izvoli. Absolutno ne izpolnjuje pogojev. Poglej si samo zemljevid Izraela. Samo 20.000 kvadratnih kilometrov plus 6.000 kvadratnih kilometrov zasedenih ozemelj Zahodnega brega, 1500 kvadratnih kilometrov Gaze. Praktično je to ne država. Da ne govorimo, da so Palestinci izmišljotina, fiktiven narod, namišljena skupnost, se pravi, gre za neka arabska plemena, živeča na območju Palestine, kot so jo poimenovali Grki oziroma Rimljani, in ne izkazujejo ne elementov državnosti, ne nacionalnosti. Dejansko, če pogledaš cel ta izraelsko-palestinski konflikt, boš videl, da recimo v času prve izraelsko-arabske vojne leta 1948 si je Hašemitsko kraljestvo Jordanije lastilo recimo dobršen del Izraela oziroma Zahodni breg, da si je lastil Egipt in tudi okupiral Gazo, in da je šele potem, ko je Izrael v celoti vojaško porazil te arabske agresorje, se je zdaj ustvaril nek mit o tem, da obstaja nek palestinski narod. Če bi ti šel zgodovinsko nazaj 200 ali pa 100 let nazaj, se pravi na začetek 20. stoletja, ni bilo o Palestincih ne duha, ne sluha. To so bili Arabci, živeli dolga stoletja pod oblastjo Osmanskega imperija, in šele v tem času, ko je nastal Izrael, se je, se pravi, ustvaril ta oportunistični palestinski narod kot sredstvo za to, da se uniči Izrael. In seveda v tem kontekstu, se pravi, ko geografsko, ekonomsko, politično je to ne država. Palestina je non-entity. Zdaj nagrajevati z nekim priznanjem, potem, ko se je zgodil ta oduren teroristični napad in ko pravzaprav tako palestinska osvobodilna organizacija že praktično 70 let izvaja teroristične napade na Izrael, da izvaja napade Hamas, da izvaja islamski džihad, praktično bi to pomenilo, da nagrajujemo terorizem in da vzpostavljamo na Bližnjem vzhodu neko državo, usrano luknjo, mimogrede, ki je prežeta z sovraštvom do zahodne civilizacije, sovraštvom do demokracije in v bistvu temelji na neki ideji, da bo Palestina segala od reke do morja. To se zavzema PLO oziroma Fatah, ki vlada na Zahodnem bregu, kot Hamas. Ustanovna listina Hamasa iz leta 1988, šejk Jasin, je zahteval zbrisanje Izraela in Židov, se pravi tako rekoč de facto ponovitev holokausta v Izraelu. In seveda tisti, ki leta 2024 aprila se zavzema za priznanje take teroristične entitete, kot je Palestina, po mojem deluje absolutno v nasprotju z interesi Evrope, zahodne civilizacije, in Palestina si po mojem ne zasluži priznanja. In povedno je, kakšen je odnos
njihovih arabskih bratov do Palestincev. Ne marajo jih ne Egipčani. Vprašaj se, zakaj egiptovska vojska praktično neprodušno zaprla mejo z Gazo. Da praktično ni beguncev na Sinaju. Sinaj je tako rekoč populacijsko prazen, pa ne sprejmejo svojih palestinskih bratov. Enako velja za Jordance. Ve se, kaj so povzročali Palestinci v Jordaniji v 70-ih letih. Enako velja za Kuvajčane. Kuvajčani so povabili nekaj 100.000 Palestincev, da so pri njih delali, in kaj se je zgodilo v času napada Iraka na Kuvajt. Palestinci so z svojimi palestinskimi zastavami pozdravljali Sadama Huseina. Skratka, Palestincev ne mara nihče, ne marajo jih ne Židije, ne marajo jih ne Egipčani, ne Jordanci, tudi Sirijci jih imajo dovolj. Lahko rečeš, da seveda se bratijo z Iranci, ampak Iran ima svoje geostrateške interese, tako da jaz o kakšni ljubezni Irana do Palestincev tudi močno dvomim. Ja. A bi rekel, Paul Bernardi, da je priznanje, no najprej te bom to vprašal, glede na to, vse, kar si povedal, zakaj potem evropski politiki, da če bi bil to sam naš premier, še ne bi toliko bilo čudno, ker smo navajeni, da kaj dosti ne misli, pa kakšno blekne, ampak zakaj potem evropski politiki zdaj omenjajo, da je čas za to, da se prizna Palestino in da je to v interesu Evrope, glede na vse to, kar si nam povedal? Zaradi tega, ker so zblojeni levičarji, se pravi, ki trpijo pod kulturnim marksizmom, ki ima za eno osnovnih stebrov to zgodbo o trpečih. In se pravi, Palestinci so tu idealni arhetip neke žrtve, kako jih neki židovski kolonialisti že 78 let zatirajo, ne upoštevaje temu, da praktično, če pogledaš, Izrael tolerira 2 milijona Arabcev oziroma Palestincev, ki živijo ne na območju okupacije, ampak znotraj države Izrael. Se pravi, kle je v tem, da te skrajni levičarji oziroma progresivci so, jaz bi rekel, ne antisemiti. V bistvu so filosemiti, ampak so pa antisionisti. Se pravi, oni praktično vsa njihova ideologija je židovska. Nenazadnje komunizem je izum Karla Marksa, ki je bil Žid. Progresivizem, če boš pogledal vsa gibanja, multikulti, LGBT plus P, kdo je v ozadju? V ozadju so Židje. Se pravi, Židje na Zahodu izvajajo subverzijo zahodne civilizacije, po drugi strani pa znotraj Izraela zagovarjajo etnocentrično politiko. Se pravi, šizoidna politika Židov, in levica obožuje Žide na Zahodu, ki izvajajo subverzijo zahodne civilizacije, in sovraži Žide v Izraelu, ki pa izvajajo etnocentrično politiko, ki bi jo morala, po mojem, posnemati evropska civilizacija, če želi preživeti. Ja, zdaj videla sva prej na ekranu, Bernard, zeleno obarvane države so tiste države, ki so priznale Palestino. Zdaj na hitro vidimo razen dobršnega dela Zahodne Evrope, vključno Slovenijo, pa Severne Amerike, ZDA, Kanade in Avstralije, praktično ves ostali svet. Zdaj, če bi Evropa priznala Palestino, ostaneta samo še Severna Amerika pa Avstralija. A bi to potem pomenilo, da bi tudi Izrael mogel premisliti svojo politiko? Jaz mislim, da Izraelcem popolnoma jasno, da sobivanja z Palestinci oziroma rešitev dveh držav
na območju nekdanje mandatne Palestine, se pravi rešitev Združenih narodov iz leta 1948, preprosto ne bo delovala. Jaz osebno mislim, da za ta konflikt ni rešitve. Ni rešitve in v življenju, poglej, Aljuš, cela vrsta problemov je, ki nimajo rešitve. Revščina nima rešitve. Kriminal nima rešitve, ampak a to pomeni, da se ne bomo spopadali z revščino, da bomo kar tolerirali, da bo kriminal prosperiral. Ne nazadnje isto. Cela vrsta recimo rakov je neozdravljivih, ampak je možno lajšati posledice in dejansko bi se tega konflikta morali na strateški način lotiti. Se pravi, kaj je strateški interes Izraela? Je to, da praktično onemogoči tem palestinskim teroristom izvajati nasilje v Izraelu, kar pomeni, da morajo uničiti vso to infrastrukturo, ki jo je Hamas vzpostavil v Gazi, in poskrbeti, da se ta infrastruktura ne bo pojavila na Zahodnem bregu. Tisto, kar je frapantno, je, da je 7. oktobra izraelska obveščevalna skupnost popolnoma odpovedala in da je odpovedala varnostni aparat na operativni ravni, se pravi, ko je prišlo do napada, dejansko tako IDF kot policijske sile niso ustrezno zatrle tega islamskega terorizma. Dejansko so se Izraelci, po mojem mnenju, v zadnjih desetletjih uspavali, da so mislili, da jim bo sistem železne kupole, odličen protiraketni sistem, omogočil varnost, se pravi, da bodo lahko živeli s to permanentno muslimansko teroristično grožnjo, ki jo predstavljajo Palestinci, ampak pokazalo se je, da so podcenili logistične sposobnosti teh teroristov in da bi morali udariti po teh Palestincih že zdavnaj. In pravzaprav bi morali Izraelci se vprašati, kdaj so pa nazadnje zmagali v boju, ker tudi če gremo recimo 20 let nazaj, spomni se intervencije leta 2005 v Libanonu, tisto tudi ni bila nek vojaški presežek, se pravi, se je izraelska vojska tudi umaknila iz juga Libanona, tako da zlati časi izraelske, kje je leto 67, kje so časi Mošeja Dajana, kje so časi Arika, se pravi Ariela Šarona, pa Menehema Begina in mislim odličnih akcij, ne nazadnje spomni se brata od Bibija Jonija Netanjahuja, pa vrhunske intervencije v Entebeju, pa potem Golde Meir, pa njenega začetka akcije Božje jeze leta 1972 po terorističnem napadu Palestincev Črnega septembra v Münchnu. Skratka, Izraelci se bodo morali globoko zamisliti, kako naprej. Pri čemer pa jaz sem prepričan, pa ne samo jaz, ampak tudi recimo take avtoritete, kot je profesor Mearsheimer, ki mimogrede ni naklonjen ravno pretirano Izraelcem, pravi, da rešitev dveh držav, da je to odpeljal ta vlak že pred 20 leti s sporazumom iz Osla, da dejansko zdaj pogojev za samostojno Palestino ni. In jaz sem to prepričan, mislim, če samo na zemljevid poglej, da je kakšna država bo to Palestina. Nima osnovnih pogojev za državnost. Jaz se s tabo strinjam, Bernard, da pogojev ni, ampak če potegnem neko vzporednico, ni sicer tako ekstremna situacija, ampak vendarle tudi pogojev ta hip ni, da bi recimo Ukrajina postala članica Evropske unije pa NATO, pa eni to zagovarjajo.
Zdaj, če hipotetično razmišljava, Bernard, ne, a se ti ne zdi, da če bi prišlo recimo do priznanja Palestine kot samostojne države tudi strani Evrope, jaz se strinjam, da to v praksi ne bi pomenilo ničesar, vendarle mogoče ta teroristična gibanja, islamski džihad, Hamas in tako naprej, bi zgubila malo na popularnosti v tem smislu, ker bi ta osnovni cilj bil vsaj formalno dosežen. Misliš, da to ne bi pomenilo, da bi popularnost terorizma med Palestinci potem se zmanjšala? Ne, jaz sem prepričan, da ne. Tudi podatki javnomnenjskih raziskav, tako na Zahodnem bregu kot v Gazi, me v to napotujejo. Namreč Hamas ima 75% podporo v Gazi, kar je še bolj frapantno, je, da ima 83% podporo na Zahodnem bregu, se pravi tam, kjer sploh ne vlada in kjer ni tako akutnih operacij izraelske vojske. Se pravi, treba se je vprašati, kaj je narobe s tem v narekovajih palestinskim ljudstvom, da praktično potem, ko jim je Hamas in PLO pripeljal do popolnega opustošenja, da če pogledaš podatke, recimo povedno je, da je BDP per capita v Izraelu kar $54,000, da je BDP per capita v zasedenih ozemljih, se pravi Gazi in Zahodnem bregu, samo 4,000, se pravi razmerje 1:13, pri čemer je še tistih 4,000 praktično pogojen z donacijami Evropske unije, ZDA, Združenih arabskih emiratov, Saudske Arabije, se pravi cel svet praktično meče denar tem Palestincem. In kaj je njihov raison d'être? V bistvu, da vsa ta finančna sredstva namenijo za terorizem, za uničenje Izraelja in pobijanje Židov. Če pogledaš ti, po kom se imenujejo šole v tej tako imenovani Palestini, po džihadistih, po teroristih in dejansko z materinim mlekom Palestinci pijejo zgodbe o tem, da kako je treba Žide pobiti, da kako je treba vzpostaviti Palestino od Jordana do Sredozemlja. Skratka, tu kakršnakoli toleranca, možnost sobivanja, možnost dveh držav ne pride v poštev. In jaz mislim, da je to po 7. oktobru popolnoma jasno tudi Izraelcem. Tako da praktično neke civilizirane rešitve jaz kle ne vidim, ampak kot rečeno, življenje je takšno, da imaš cela vrsto problemov, ki nimajo rešitve, pa je treba s temi problemi živeti, ampak sigurno z vidika obstoja izraelske države je po mojem nesprejemljivo, da bi tolerirali neko samostojno Palestino, ki bi imela svoje oborožene sile, ki bi dobivala denar od Saudove Arabije, Emiratov, Bahrajna, Kuvajta, skratka od svojih muslimanskih prijateljčkov, kjer bi, da ne govorimo seveda o Islamski republiki Iran, to praktično pomeni konec Izraela. In če Bibi Netanjahu ne bo dokončal te zgodbe in uničil Hamasa, mislim, roko na srce, Hamas kot tak ne more poraziti Izraela. Ampak, če bi to eskaliralo v neko, bom rekel, splošno bližnjevzhodno vojno, so pa stvari seveda popolnoma drugačne, ampak Bogu hvala, ni to ne v interesu Egipta, ne v interesu Jordanije, jaz mislim, da tudi v interesu Sirije ni, Libanona sploh ne, ne nazadnje, zakaj se Hezbolah, kljub temu, da je nekajkrat vojaško močnejši od Hamasa, po 6 mesecih še ni interveniral. Zaradi tega, ker vejo, da jih čaka popolno uničenje Libanona.
imeli so leto 82, imeli so, vejo, česa je izraelska vojska sposobna, spomni se Sabre in Šatile, vejo, kaj je nenazadnje povzročilo intervencija leta 2005 v Libanonu, popolno opustošenje Libanona, še danes Libanon v bistvu čisto propadla država. Ne? In kdo je za to propadlo državo Libanon zaslužen? Med drugim tudi Palestinci. Kdo je gostil PLO dolga desetletja? Libanon. Skratka, kamorkoli stopi palestinska noga, je opustošenje. Tako da v takih razmerah priznavati Palestino, pa to je popolnoma nora zunanja politična odločitev. Ja. Nagrajevati teroriste, tiste, ki koljejo, posiljujejo, se razstreljujejo po evropskih mestih, da bomo zdaj tako politiko nagrajevali s tem, da bomo vzpostavljali neko teroristično državo na Bližnjem vzhodu. In mimogrede, poglej si, ali je problem obstoj Izraela. Tudi če Izraela ne bi bilo na Bližnjem vzhodu še problemov. Kaj se je zgodilo, naprimer, z barvnimi revolucijami? Spomni se, kako so strmoglavili Mubaraka. Kdo je prišel na njegovo mesto? Mursi, muslimanska bratovščina. Kaj to pomeni? To pomeni, da problem Bližnjega vzhoda ni Izrael primarno, ampak so problem arabske družbe, ki so dejansko slabše, kot so pa njihovi voditelji. Recimo, bivši kralj Jordanije, kralj Husein, je bil razsvetljeni avtokrat, dejansko državo obvaroval pred popolnim opustošenjem. In tudi Mubarak ob vseh svojih slabostih je zagotavljal stabilnost Egipta, tako kot potem njegov naslednik zadnjih 10 let Sisi. Ja, evo, čas se nama je za danes iztekel, Bernard, ampak verjamem, da se bomo na to in podobne teme še velikokrat pogovarjala. Hvala ti za te tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali bomo priznali Palestino, že 1018. Faktor na TV3. Vidite, našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kako RTV Slovenija krade denar, ki naj bi bil namenjen za narodni manjšini. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.